Pozdravljeni! Tokrat vam bom pokazala, kako se naredi oziroma uporabi buča, ki je iz vrst oranžnih buč in ima sladkobo v sebi. Zraven pa porabimo korenček rdeč ali rumen in pa čebulo. Narežemo čebulo in korenček naribamo, bučo pa tudi olupimo, očistimo in naribamo. Postopek je pa takšen, da bomo korenček in čebulo pražili naprej oziroma dušili in potem dodali bučo. V posodi se nam duši korenček in čebula, seveda z dodatkom malo vode in soli. Vse to delamo po svojem okusu, zato ker ni recepta, koliko količinsko porabiš, ampak je bolj namen, da to porabiš, zato moraš imeti sam občutek, koliko in kako slano želiš imeti jed. Tule se je zdaj zmehčal korenček pa čebula, ne čisto mehko, tako da je še malo kompaktno, trdo, pritisneš takole. In temu bom zdaj dodala še naribane buče. In potem še vse skupaj dušila. Še toliko se duši, da buče spustijo tekočino. Tu pa dodamo še lahko en manjši ingver narezan na kocke. Poskusimo, če je dosti slano. In seveda na koncu, proti koncu bom jaz dodala še malo paradižnikove omake. Če pa obstaja cel paradižnik, pa se še lahko tukaj doda eno tako 5-litrsko skledo, ene 4 srednje velike paradižnike, da da malo kislino. Če pa je nimamo, pa noter stisnemo limono lahko, tako da je malo pokiselkasta ta omaka, da ni tako sladka. Če pa imamo radi ostro, pa dodamo še čili ali pa ostri feferone. V to 5-litrsko količino dodam 3 deci domače narejene paradižnikove omake. Zelenjava se je zdušila, buče, korenček in čebula. In če naribamo, pride takole, lahko pa tudi narežemo na kose in potem zmučkamo. Lahko dobimo to bolj sladek shranek. Če pa nam je presladko, pa lahko še dodamo paradižnik ali pa paradižnikove omake. Lahko pa to serviramo kot namaz ali pa pri mesu, toplo ali hladno. No, zdaj bom pa jaz to dala v kozarce, jih zaprla in dala v pečico še pasterizirati za 1 uro na 80 stopinj, potem pa to pustila, da se ustali v kozarcih in da se vakuumsko zapre in počiva do uporabe.